Lepo pozdravljeni. Danes odhajamo na podeželje. O tegobah in problemih, pa tudi o veselju delanja na kmetiji, pa bo nam več povedal Blaž Tomažič. Lepo pozdravljen. Dober dan. Torej, Blaž, koliko časa si pravzaprav zdaj na kmetiji? Nekaj časa si se ukvarjal s sociologijo v Ljubljani, potem si študij zaključil. Kdaj si se odločil, v bistvu, da boš se začel ukvarjati s kmetijstvom? Odločitev, da se bom s tem prav poklicno ukvarjal, je padla 2017, ko sem postal tudi mladi prevzemnik na kmetiji. Prej sem še malo dolgo študiral, no, ampak sem pa zmeraj zraven delal tudi doma. Ne. Tako da to se je vleklo v bistvu od otroštva. Ampak odločitev je pa že 7 let nazaj v bistvu, tako da je že kar en cajt. Si na začetku mislil, da boš šel mogoče v kako drugo poklicno smer? Študiral sem sociologijo, tudi nekaj strojništva, tako da razmišljal sem, ampak zmeraj sem nekako končal na kmetiji, ne. Zmeraj sem ta sezonska dela, sem zmeraj delal doma, košnja, mi imamo tudi zelje, kadar je treba pobirati, ne. To sem zmeraj bil zraven, tako da ni bilo tukaj kakšnega velikega razmišljanja, no. Pa sem kar nekako v to upadal in nadaljeval, no. Kako veliko kmetija pa to pravzaprav je? Imate tako poljedelstvo kot živinorejo? To je za evropske standarde je to mikrokmetija, ne. Za slovenske standarde je relativno velika kmetija, ne. Imamo, mislim, da je 12 hektarov travnikov in njiv skupaj, pa 20 hektarov gozda. Imamo pa samo poljedelstvo, no pa čebele, no, to je malo za zraven. Živinoreje pa nekako se nisem odločil, da bi mogel jaz tu voziti po klavencah in to, tako da sem se malo tle ustavil, ja. Zdaj, v zadnjem času smo recimo videli ogromno enih protestov kmetov, ne, konkretno v Nemčiji, Franciji so tudi z gnojnico razne javne stavbe oblagali, obmetavali. V Sloveniji to mogoče vse ni bilo tako pereče, ampak govorili se je predvsem recimo o zaostrovanju v smislu, da bi šli bolj v trajnostno zeleno. Zdaj, po eni strani se to vse lepo sliši, ne, češ bodimo bolj zeleni in vse, ampak kaj recimo to pomeni za tebe kot za slovenskega kmeta? O kakšnih novih pravilih, v bistvu, kaj bi mogli zaostriti, se ti zdijo v redu, kakšne so mogoče pomanjkljivosti? Mislim, da je bil glavni problem evropski predlog zakonodaje o zaostritvi uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki so ga potem po vseh teh protestih po celi Evropi, ne, v bistvu Španija, tudi zraven Poljska, mislim, da tudi na Madžarskem, v bistvu posod razen pri nas, ne, so potem te sporne predloge so jih umaknili, ker na začetku je bil ta predlog zelo, zelo strog. Te omejitve so bile še posebej za ta vodovarstvena območja in za območja Nature 2000. Tam ne bi smel uporabljati nobenih sredstev fitofarmacevtskih, ne bi smel uporabljati ekoloških ali pa konvencionalnih, se pravi 0. In to za države, ki imajo veliko Naturo 2000, ne, mi imamo, mislim, da je 37% države vključene v Naturo, plus imamo 23% vključene v vodovarstvena območja. Gledano, vse skupaj pride nekaj čez 50% površine Slovenije. In če ti ne smeš na polovici države uporabljati nobenih sredstev, boš zelo težko kmetoval. To za moje pojme ni izvedljivo. Vsaj, če bi ekološka lahko uporabljal, ne, je to ena stvar, pa tudi, če pride hud problem, ne moreš z ekološkimi vsega rešiti. Tako da, potem so to umaknili, ne. Po moje zato, ker so se ustrašili tega odziva, ki je bil res hud. To so goreli kamioni po avtocestah, ne, jaz sem to zelo rad gledal. Pa ne zato, ker bi podpiral nasilje, ampak ker se mi zdi prav, da tudi kmetje pokažejo, da se ne strinjajo, ne, z nekimi uredbami iz Bruslja, ki ti lahko uničijo kmetijstvo v državi, ne. Pri nas so nas pol, še posebej zdaj, mislim, da je bil 16. marca predviden, oziroma na začetku marca predviden protest, pa so potem se nekaj zmenili s kmetijskim ministrstvom, da bodo nekaj popustili in pol je šlo mimo brez protesta. Ampak
Zaenkrat, če je tista sporna uredba umaknjena, drugo se da pogovarjati. Ampak to je bilo pa res, pri nas bi se po moje končalo kmetijstvo, pri poljedelstvu in tudi rečemo trta, rabi tega špricanja ogromno, ne? Tukaj bi bila nula. Ne? Pa recimo, koliko na svoji kmetiji poskušaš biti zelen, trajnosten? Se to sploh da do neke mere, kot si rekel, ja, če pride do hudega problema, verjetno pa če treba kakega škodljivca zatreti? Ja, da se, seveda jaz zelo poskušam, sej mi imamo v bistvu, jaz gojim 2 hektarja, ne, na 2 hektarjih imamo površine in potem se tu kolobari. Poskušam seveda najprej z ekološkimi stvarmi, ne. Pridejo pa zdaj, še posebej se mi zdi zadnja leta, pridejo druge bolezni, no, ki jih prej ni bilo. Jaz vem za neke plesni, ki jih pred 10 leti jih ni bilo v zemlji, zdaj pa so in pač moraš pošpricati, ker drugače imaš, gre, ne, je nula pridelka. Ne. Seveda se pa da probati s kakšnimi temi ekstrakti, ne vem, kakšen nim ali kaj takšnega, ampak če to ne pomaga, pol moraš poseči po konvencionalnih škropirjih. In če te možnosti nimaš, pol zelo težko, da boš kaj pridelal. No. Še posebej rečemo za plevele, ne, če smo bolj specifični, imaš možnosti mehansko obdelavo, ne, imaš možnosti špricanje. Če špricanja ni, imaš možnost uporabe pač delovne sile, ne, ki je pa tudi ni lih zelo navdušene dosti, ne. Tako da je tudi to moj problem. Ni ljudi, ki bi delali na njivah, mislim, realno. A zaradi tega ostaješ, da rečem, v družinskem poslu, vse bolj ostaja nekako v okviru družine, to je verjetno se nekako lažje zmeniti potem. Ja, uradno je vse v družinskem krogu, ja. Pa mislim, bi bila potreba po nekih dodatnih delavcih? Ne, tu se vse obvlada, so tudi prijatelji, zdaj ne bom preveč govoril, da se ne bom kaj zašil, ampak kdo kdaj kaj pomaga, no, tako. Ampak vse, dajmo reči, da je legalno. Sicer pa recimo zadnji 2 leti sta bili vremensko zelo slabi. Najprej 2 leti nazaj smo imeli izjemno sušno obdobje, požare, lani potem ogromne količine padavin. Ja. Moraš tudi zaradi tega mogoče posegati po kakšnih drugih sredstvih, da sploh obdržiš neko količino pridelka? Ja, seveda. Zdaj pri suši nimaš kaj dosti, ne. Tam ali imaš dogovorjeno pač vodno dovoljenje za namakanje, tam druge ni. Pri bolj mokrih letih je pa treba, ne, je velik pojav plesni. Jaz sem imel jih letos, oziroma lani, no, sem imel takšen primer. To se zgodi v enem dnevu. Lahko pride do pojava in do razvoja 2 dni, 1 teden je že prepozno in pač seveda sem mogel tretirati večkrat, no tudi, ker je bil res močen napad, ampak brez tega bi šlo vse, ne. Mislim, tukaj nimaš kaj razmišljati. Zdaj, veliko smo slišali tudi o tem, naprimer, ko so bile tudi toče in podobno, so nekateri kmetje rekli potem, raj pustim, da mi toča vse pobije, kot da bi sproti plačeval zavarovalnino, ker bi enostavno prišlo preveč denarja. Zdaj, kako imate recimo to pri vas? Ja, po pravici povem, sploh ne vem, ker nisem od tega nikdar razmišljal, ker vem, da so zelo visoke te premije, ne, in mislim, da je po jurja na hektar, pa še po je vprašanje, koliko ti priznajo, ne, tako da 1-2 leti smo montirali neke mobilne te mreže proti toči, potem smo rekli, bo kar bo, ne, tu ti vzame nek časa, ne, 1 teden sigurno in pol pač pustiš in gre mimo. Pa pomagajo te mreže? Potem ja, te mreže bi rešile, 100% problem, ne, ampak je dolgo jih postavljaš, ne. Če bi bilo to, naprimer, če bi bile njive to stalno na istem mestu, bi lahko imel nek statičen, ne vem, betonske stebre ali pa kaj takšnega. Če moraš pa to vsako leto podirati pa postavljati, je to druga, ne. Torej, dejansko kot neke šotore potem to postaviš? Ja, bili so, tu smo nekako skonstruirali, 100 metrov so dolge njive, praviloma, ne, tam pri nas, tako je po naključju.
In smo na tega zajlo dali čez mrežo, zajlo opeli v sidra na vsakem koncu in je to ostalo, ampak prav ne, en teden rabiš za to postaviti pa razstaviti, tako da pa smo pustili. Ja. Zdaj, kako pa je recimo potem z državnimi subvencijami, s pomočjo države? Torej, od vremena verjetno si se sprijaznil s tem, da bo vsako leto malce hujše, če ne rečem. Ampak koliko ti recimo pri tem potem, če se zgodi škoda, imaš kakšne subvencije od države? Je država sploh nek, da ne rečem, prijatelj, zaveznik kmeta? Ja, po mojih izkušnjah je. To so te državne pomoči ob naravnih nesrečah. V primeru suše, pač jaz zdaj za te poplave nisem bil kvalificiran za pomoč, ker so bile tam gor. Mi smo tukaj dol. Tako da zato itak nimaš kaj. Pri suši pa je bila pomoč. V bistvu jaz sem bil presenečen, je bila kar visoka. No. Pač, ko daš vlogo, ti daš noto vlogo, ne veš nič, potem pa kar pride ven pride. Tudi drugi so pravi, da so bili kar zadovoljni. Dali so za vse, tudi celo za travinje, se pravi za tam, kamor se kosi, pa tudi za poljščine, zelenjavo, vse to so kar dobro upoštevali. No. Pa upoštevaš tudi take, naprimer, slišala sem, da so neke evropske subvencije, na katere menda nekateri kmetje včasih kar malo pozabijo, ker se jim ne da tega gledati, ampak konkretno recimo za ptičje ogrožene vrste, če najdeš kako gnezdo na njivi, se pravi, da greš dejansko pogledat na njivo, preden se spraviš s traktorjem na njo, ali torej greš pogledat, ali si že kdaj našel kaj takega? Mislim, da to so malo bolj specifične subvencije za tiste, ki živijo ki obdelujejo določena področja. So neki metulji, mislim, da tudi ptiči, ampak če greš pogledat v razpisno dokumentacijo, je zemljevid z označenimi območji, kjer te ptice in tu živi. Zdaj na pamet ne vedo, ampak vem, da tega pri nas to ni bilo označeno. Tudi če živi ta ptič, ti ne pomaga nič, ko ne priješ pol noter. No, ne greš torej pogledat, če so kakšni mladički. Tu spregledaš. Greš naprej. To je potem to vprašanje, ali je recimo žito res vegansko, glede na to, ker nekaj kolateralne škode verjetno tudi pride vmes. Ja, seveda, zmer se zgodi, ampak tu pri meni pride to upoštev, se dogaja med košnjo. Drugač ni kakšne, da bi bile živali tam, kamor ti obdeluješ, to je večinoma med košnjo, ampak tu so pa itak stroji, ki so glasni, tako da jaz še nisem imel primera, da bi se kaj zgodilo. Je pa res, slišiš, ne vem, še posebej kakšni mladiči od srne, to dosti nastrada, manjše živali pa kakor na cesti pač poprečno. Torej nekaj že, zdaj če že govoriva o subvencijah, slišimo veliko o tem, evropske subvencije so na voljo, ampak kako so res dostopne? Je tukaj veliko birokracije, veliko papirjev za izpolnjevati, imaš sploh čas za kaj takega, če si cel dan delaven? Zdaj treba je ločiti, rečemo, izplačila, ki so do njih upravičeni vsi kmetje, ki imajo neko površino, do nedavnega so bile to plačilne pravice, zdaj letos se je to zamenjalo, v bistvu po pravici povedano, niti ne vem, kako se zdaj to kliče. Bile so plačilne pravice, ki jih vsak dobi avtomatično. Drugo izplačilo je izplačilo za ta območja, ki se težko obdelujejo, hribovska območja, tu tudi je cela Slovenija noter, razen Prekmurja pa Kranja, tako da tu tudi večinoma dobiš avtomatsko. Tretje so pa te, temu se reče že nekaj let KOPOP, za okoljsko-podnebne ukrepe. Tukaj ni zahtevna prijava, tudi pomaga svetovalna služba, kmetijska svetovalna služba ti pomaga se odločiti, katere boš vzel. Sem spadajo tudi ti ptiči, rečemo, ki smo jih prej omenila. Če bi bil na tem območju, bi v okviru KOPOP-a uveljavljal te subvencije. Večinoma mi imamo samo za trajno travinje, pa za visokodebne sadovnjake, ampak to je zelo preprosto. To ti vse zrihtajo tam na računalniku, označiš in to je to, ni hudega.
Drugo so pa subvencije za različne naložbe, za nakup strojev, pa so za oglaševanje, pač tega je pa dosti. In tega jaz pa principialno ne gledam, ker se mi ne da s tem ubadati. Plus je precej zahtev, še posebej, če je investicija malo večja, moraš imeti narejen cel poslovni načrt, kako boš to investicijo uporabil, koliko prihodka ti jo prinesla. Je preveč zapleteno zame, no? Tako da jaz to pustim. Gledam pa razpise, če bi bilo kaj takšnega, da je bil primerno zame, samo tega še nisem najdel. No. Zdaj, konkretno za nakup strojev, slišala sem že, da so imeli prav neko akcijo, so hodili naokoli po zadružnih domovih in poskušali prepričati kmete, da mogoče bi bilo smiselno tudi, da si ne kupujejo vsak svojih strojev, ampak da bi mogoče imeli kakšne stroje skupaj. Pa so naleteli na precejšen odpor, češ ne, jaz moram imeti svoj traktor, ker kaj, če ga jaz rabim v torek in ga hočeva 2 v torek, ne more ga eno vzeti v sredo. Kako se ti zdi, da bi bila to neka možnost, da bi si zmanjšali stroške tako na dolgi rok? Tu se mi pa zdi res ena takšna priložnost, ki pri nas nažalost ni nikakor izkoriščena, ne, kvečjemu imajo rečemo stroj, ki bi ga lahko imela cela vas, ker ga uporabljaš 2-3 ure na leto, bi ga lahko imeli vsi skupaj, ne, ampak pač naše okoliščine so takšne, da to ne gre. Ne. Je dosti teh občutkov, seveda, ne, da ti ne boš dobil takrat, ker boš rabil. In potem greš v naložbo, ne, ki tudi ne bila nujna. Jaz poskušam, si čim več posojavati, ne. Se da, no, če pa samo moraš res poznati. Zdaj za večje, tako da bi pa cele vasi imele skupaj, to pa po moje ni izvedljivo. Da pol pač bomo kupovali, ne. Tudi če je malo več stroškov. Kaj pa so recimo ti stroji, ki jih uporabiš 2-3 ure na leto? Če pogledaš realno, je tu dosti stvari, ne. Rečemo sadilci, ne, pač sadilniki, rečemo za krompir, za zelenjavo, tu uporabljaš en dan, ne. In če bi se malo uskladili, bi bilo tega dosti manj, ne. Imaš različne, ne vem, mulčerje, freze, ki tudi jih rabiš po par ur. Ne, jaz uporabljam, rečemo, frezo, pa sem relativno, imamo največ njiv, ne, v celi vasi, pa jo uporabljaš 4 ure na leto, ne. Tukaj bi bili možni prihranki, ampak ne vem, to ne bo šlo. Po mojih izkušnjah ne, no. Ampak recimo, če imaš torej za 4 ure na leto, se ti zdi, da je mogoče problem tudi v tem, kar si ljudje rečejo, ne, pa saj, ko pride to vreme, res smo odvisni od vremena. Je to nek dober argument ali bi se tudi v tem smislu dalo zmeniti? Ja, je dober argument. Je dober argument, dalo bi se zmeniti. Je pa dober argument, tako da obe strani, ne, v bistvu je res, ne, bi se pa sigurno dalo, še posebej, če bi recimo izvajal usluge en človek, ne, da ni treba se usklajevati časovno, če je človek v službi, pa ga ni, kadar ga rabiš, ne, če bi en recimo, ker se s tem bolj ukvarja, rečemo poklicen kmet, da bi to izvajal tudi drugim, ne, bi to šlo, ne. Je pa res, da odvisno od leta, če imaš zdaj ti, naprimer leto smo videli, ki je bil cel čas dež, ne, ti zmanjka časa, ne, mislim, je to moj problem, no. Zdaj tudi pozeba je nekaj, kar še pričakujemo letos. Ste imeli s tem kaj problem v zadnjih letih? Omenil si sadovnjake, to je verjetno še največji problem? Ja, problem je zadnje leta, je vsako leto, pač sadja ni, ne. Moraš imeti srečo, da imaš sadno drevje na takšnih mestih, kjer ga ne dobi pozeba, ne. Tako da, naprimer, če je pri kakšni reki, kjer voda hladi vse skupaj, da začne drevje malo kasneje cveteti, pol morda zbeži pozebe, ne. Drugače pa tle nimaš kaj dosti narediti, ne. Zdaj, tu so večinoma visokodebeljni sadovnjaki, tu so visoke jablane po 10 metrov, tako da tukaj ni, da boš ti oroševal, tukaj ni šans, pa tudi tu so sami hribi. Pač pride, kar pride, no. Ja. Ni tako romantično kot v tistem filmu, ko zažgeš ogenj vmes med drevesi in potem celo noč pahljaš tisto toploto? Ja, prakticirajo to.
prakticirajo zaradi dima, ne bi dim dvignil temperaturo za par stopinj, ampak tudi tisti, ki se bolj ukvarjajo s sadjarstvom dol po dolini, no, imajo te malo bolj intenzivne nasade, pustijo, ker ne vem, so že populacije starejša, ne, to je dejstvo, in tudi njim se ne da kuriti sna celo noč, tako da tudi oni malo pustijo, da se zgodi, kar se zgodi. Ne. Pa glede na to, recimo na bolj stabilne vremenske pogoje, ki jih je recimo tvoj oče doživljal v preteklih desetletjih, ste mogoče začeli s kakšnimi drugimi pridelki, ravno zaradi tega, ker so bolj odporni, da ste se mogoče bolj usmerjali od nekam drugam? Ne. Nismo se, zato ker pri nas mi imamo čez zeljarstvo, ne? In če se ukvarjaš pač z zeljarstvom in nekako ta posel laufa, nimaš kaj dost, ne? Pač zelje je zelje. Lahko edino probaš pridobiti tole vodno soglasje, ne? Za namakanje, kar je precej zapleten postopek vsako leto. In potem pač tudi to opustiš, ker mislim, so res birokratske zadeve, ki vsako leto ne boš šel na novo delati. Ne? Pa so na Krasu še bolj neizprosni glede tega? Pomanjkanje vode je tam kar očitno? Ja, zdaj mi imamo malo srečo v Brkinih, je zemlja dosti globoka. Ne? Na Krasu tam itak vse zgori poleti, mislim, ne zgori, posuši se, ne? Pri nas imamo srečo, ker je še posebej v dolinah nekako prehaja vlaga iz tav gor, od reke se tu nekako premika in suše niso tako uničujoče. Na Krasu pa nimaš niti od kje vzeti vode, je to malo problem, ja. Se pa seveda obstajajo zdaj kulture, ne, ki bi jih lahko, rečemo, kakšna žita, vem, da so manj občutljiva na to, sam, če se ti s tem ne ukvarjaš, se pač ne. Moraš ostati pri tistem, kar imaš, ne. Kaj pa recimo gensko spremenjena semena? Nekateri so zelo za, nekateri so zelo proti. Glavni problem je verjetno pri Monsantu, ki ima svoja semena certificirana in potem naslednjo generacijo in moraš spet plačati abonma, če bi tako rekla. A uporabljate kaj takega? Ne. Jaz sem proti temu. Mislim, da v EU-ju tega sploh ne moreš uporabljati. To je prepovedano. Zdaj za Ameriko, v Ameriki tu vem, da dosti uporabljajo, sam jaz ne vem, če je tu za dosti raziskano, jaz se tega ne bi, tudi če ne vem kaj, no, zdaj dokler nujno ne rabimo, da preživimo, tega jaz se ne dotikal. A potem v bistvu svojo lastno sorto naprej? Ne, to so za vse zadeve, da bi imel svoje seme, ni več to. Treba je kupiti, tu so nizozemska podjetja, hibride se kupuje, ker so enakomerni pri pridelku, no, pa pri zorenju. Seveda so tudi stare sorte, rečemo za zelje specifično, vsi poznajo varaždinsko, ne? In vsi sprašujejo, zakaj ne bi sadili tega, ampak je tako, ne, da rečemo, ta kos njive je zrel 2 tedna pred onim kosom. In pol ne moreš, če ti imaš malo večjo proizvodnjo, ne moreš ti onega pobirati prej pa tega pol. Pač moraš imeti neke tašne malo bolj industrijske sorte, ne. So pa pač naravna, s križanjem pridobljene tašne lastnosti, da so večje pa bolj odporne na bolezni, ne, in tako. Je pa tudi na tem področju že velik napredek, brez gensko spremenjenih organizmov, ne, so s križanjem pridobili zdaj že sorte, ki so odporne na dosti bolezni, ki, rečemo, pred par leti teh sort še ni bilo, ne. Tu je prišel, rečemo, lik za zelje, vem, imaš eno problematično tašno bolezen, ki rečemo po domače golšavost, ki so zdaj uvedli novo sorto, ki je na to odporna. Tako da jaz bom letos sem naročil, bom to probal. Se tudi tukaj dogaja, no, tudi na klasičnem križanju je še dosti prostora. No. Pa to pomeni, da lahko to celo leto sadite, ali se je v bistvu zdaj začela sezona šele dobro? Zdaj se je začela sezona. Tudi posadiš samo enkrat, ampak
fora je v tem, da drugače moraš ti kolobariti, rečemo, specifično za zelje na 6 let. 6 let mora biti pol njiva, 5-6 let mora biti njiva pol prazna, ne sme biti zela, no, da so druge stvari. Zdaj, če pridejo takšne sorte, ki je na to odporno, se pa je to malo spremeni, bi bilo to malo lažje, ne, ti ni treba imeti toliko površin, ne. Kako pa je recimo s prodajo? Dostikrat slišimo zdaj v zadnjem času, da sploh velike trgovinske verige raje kupujejo cenejše pridelke od drugod, potem pa nekako slovenski kmet, ki ima premajhno kmetijo, se mora znajti drugače. Imate pa neko, da ne rečem, luknjo v zakonu, da če direktno prodajaš na ulici, to je pa v redu. Tukaj se zdaj proizvodnja deli, ne, na osnovno kmetijsko proizvodnjo, ker imaš ti osnovne pridelke, rečemo krompir, nepredelane zadeve, ne. Krompir, rečemo drva, pšenico, zelenjavo, brez predelave, sadje, vse to, ne. To lahko kmet, če ni davčni zavezanec, lahko prodaja to brez računa. Ne, to je malo tako fajn zadeva, ne, da ti ni treba za vsako kilo krompirja pisati račun, ne. Če imaš pa ti dopolnilno dejavnost, ne, za kar se šteje čisto vsaka predelava, ne, magar če posušiš sadje ali pa mi, ki samo zele, ne, to spada že v dopolnilno dejavnost. In tukaj pa moraš pač izdati račune, ne, tukaj se pol malo zaplete, ampak no, prodajaš teh osnovne pridelke, teh iz dopolnilne dejavnosti pa ne, to je treba pa pol moraš tudi poročati o prihodku iz dopolnilne dejavnosti in je drugače obdavčeno, ne. Je pa vseeno lažje, kakor če bi mogel seveda za te osnovne pridelke za vsak račun izdajati. Naprimer, če ti prodajaš na kmetiji, ne, meni je težko za vsako kilo izdajati račun, ker je to papir, ki se mi ga ne da pisati. Ampak pač nekateri pa morajo, ne. Naprimer, davčni zavezanec, pa nimaš kaj, ne. Pa potem vseeno lahko pridete na pozitivno ničlo vsaj. Kako je zdaj s temi se pravi, cenami za nakup? Ja, odvisno je zdaj, kje ti prodajaš, ne. Seveda, če ti čakaš, da ti bojo prišli domov kupiti, to ne bo šlo, ne. Tudi če prodajaš velikim trgovinam, ne vem, kako je z skupnimi cenami, ker jaz se s tem ne ukvarjam. Jaz imam takšno mrežo teh manjših, rečemo, mesnice, pa te lokalne verige, trgovske verige, kjer tudi dosegaš kar dobre cene, no. Seveda, najboljše je prodati brez posrednika, to je sigurno, ampak težko je zdaj ali biti na tržnici, ne, kjer so tudi že neke navade, so tudi že neki kmetje, ki so tam že dolgo časa, ne. Seveda, lahko gre zraven, samo bo trajalo, da si vzpostaviš neke kupce. Sem tudi o tem že razmišljal, to tudi vzame dosti časa, tako da za moje pojme je najlažje dobiti neke takšne trgovine, da ti ne nabijajo marž 300%, ne, da vseeno ti nekaj dobiš, ne. Se najde, no. A si razmišljal tudi o tem, zdaj zelo popularne so naprimer neke aplikacije, kjer se direktno od kmeta kupuje, potem pa se v ta večja mesta ponavadi pripeljejo in v bistvu si nabereš svojo lastno gajbico, kar si naročil. Ja, razmišljal sem, ampak nekako pojete čas te povozi, ne. Ne moreš, zdaj ne vem, kako je to organizirano, ampak verjetno moraš sam to razvoziti, ne. In pol po blokih od vrat do vrat voziti, gre ure hitro. Saj, mislim, živiš tudi ne na kmetiji, koliko ti gre pa tukaj časa, to verjetno je nekaj vseeno. Ja, no, poleti smo vsi na kmetiji, ne, med letom pa ja, pač vožnja kakor služba, ne. Pol ure gor, pol ure dol in ni tako hudo, ne. Več bi porabil, če bi se furil v Ljubljano, to sigurno, ne. Zagotovo, sploh pri teh. Imaš mogoče kakšne prometne zamaške na poti? Ne, čisto nič. Ni poletna turistična sezona ne vpliva na te? Poleti imam zelo malo, poleti se ustavi moja prodaja, tako da tu ne vpliva na srečo, ne. Tle v naših konjskih bi znal biti tu problem, ampak jaz se jih temu izognem, tako da je idealno. Pa je mogoče tako porast zanimanja tam decembra, ko vsi delajo sarme?
Ja, seveda, decembra je noro, ne? Decembra je za vse odtrgati. Imaš pa pol poleti več ali manj, kar nimaš dela na njivi, ne? Ker ga tudi ni lih za vsak dan non-stop. Imaš malo fraj, ne? Zima je pa seveda, zima je čas za to, ne? Kdaj se pa kisanje potem zgodi, delate to čez zimo? Ne, kisamo konc avgusta pa septembra. To je malo bolj zgodje, kot v starih časih, ko so novembra, decembra kisali. Mi to malo pohitimo, ker pač moraš imeti izdelke, ne, pripravljene. Oktobra je sigurno že veliko povpraševanje, ne, že septembra. In če takrat nimaš, pol nimaš kaj delati. Zdaj mogoče še spregovoriva torej o prihodnosti. Zdaj, veliko se govori o tem tudi, da bi dizelsko gorivo vsaj prenehali dajati subvencije na to. Za traktor verjetno rabiš direktno dizel ali obstaja že električni traktorji mogoče? V kakšno smer gre tukaj razvoj? Kaj ti misliš, da bo torej prinesla ta prihodnost? Jaz sem gledal malo te zadeve, ampak nisem še nič kaj pametnega zasledil na področju električnih traktorjev. Tukaj kar ostaja dizel. No. Pri nas je zrihtano tako, da kmet lahko kupi v bistvu kurilno olje, ne, ki je bil včasih zelo preganjeno, ne. Če si ga imel, so ti vzeli traktor, ga lahko zdaj točeš. Ne. To je zdaj bila sprememba pod to vlado, prej si imel tiste trošarine, ki ti jih je vlada pol vračala, pač ta davek so ti oni vrnili nazaj. Ne. Lahko si rabil pol tudi pač nafto za osebni avto, vse to, kar je bilo dosti boljše, ne. Zdaj lahko pa voziš sam traktor, ampak tudi tukaj mislim, da je razlika, ne vem, rečemo 15 centov, 20 centov, ne vem točno, pač je neka razlika v 20-30% z navadno nafto, ampak tudi ta poraba ni tako gromozanska, zdaj, da bi zaradi tega pol propadli. Verjetno v Franciji, ker so bili protesti, tudi to so imeli omenjeno noter, ne, tele ukinitev subvencij za dizel, tam očitno, pač če imaš ti gromozansko kmetijo, ga pa res dosti porabiš, ne. Mi ga ne, mislim, greš na nivo, prideš nazaj, je četrt tanka zgine, ne? Kar ni dost. Tako da zdaj za nas, za naše razmere v Sloveniji, to seveda bi malo težilo, ampak če bo šel v to smer, bo pač šlo, tle mi itak nimamo nobenega vpliva. Ne? Mimogrede, star si 36 zdaj? Ja, bom, ja. Ali si še vedno mlad kmet? Ja, jaz se počutim tako, ne, ampak uradno nisem več, ker sem pred 7 leti tu prevzel kmetijo in ima status mladega kmeta od datuma prevzema 5 let. V tistem obdobju dobiš tudi nekaj malega subvencij več, pa če bi delal kakšne naložbe, ko sem prej pravil o tistih subvencijah za naložbe, bi dobil tudi, mislim, da dobiš pol do 50% naložbe, nazaj namesto 30%. Ampak pa to obdobje se izteče, jaz nisem tega vedel, da se to izteče, jaz sem mislil, da to bo do 40 leta. In nisem več koristil, ampak je mimo, zdaj čas ne gre nazaj. Ne. Si pa v manjšem procentu kmetov v Sloveniji, kaj ne? Ta starost se kar viša. Ja, starost se grozno viša. Sej prejšnji mesec sem bral to statistiko, da je pod 35 leti starosti sam 5% kmetov. Ne vem pa zdaj, a gre za nosilce kmetij, ali gre za poklicne kmete, tega podatka tam ni bilo. Ampak meni se zdi to grozljiva statistika, ne. Ker 35, če bi šlo za 20-letnike, ne, bi bilo to razumljivo, ne. Ampak 35 let si pa že nekje sigurno na polovici, ne. Se pravi, čez 20 let, kakšna bo pol slika, ne? Bo 5% kmetov v primerjavi s tem, kar je zdaj. Meni se zdi to grozno. Je pa tudi, je res, da država da spodbude, ampak so te spodbude, se razgubijo, rečemo ta za mladega prevzemnika, ne? Ti dobiš, zdaj ne vem, koliko se dobi, po 50 000 evrov, mislim, da dobi prevzemnik, če se zaposli na kmetiji za 5 let. Ampak teh 50 000 evrov moraš ti nekam vložiti.
Ne gre tu zdaj na račun, ne, pa imaš ti 50 000. Tu moraš najti neke naložbe, da upravičiš subvencijo. Ne. Tako da tudi tu gre konec koncev v industrijo. Ne. Ta denar, seveda, vse te subvencije, zato je relativno do subvencij, ker tu gre vse v industrijo in zagotavljanje delovnih mest v industriji. Ne. Tu ne ostane kmetu vse. Ne. Vidimo velik odpor, rečemo, v protestih. Ne. Jaz vidim na Twitterju, se takoj piše, ne, imajo subvencije, zakaj zdaj protestirajo. Ne. Kukor da pač nisi upravičen do protesta, ne, če dobijo subvencije. Ampak sej te subvencije dobivajo, mislim, tudi podjetja dobivajo subvencije. Ne. Ljudje dobijo subvencije za električni avto, ne, ki so dražji in za moje pojme dosti bolj neuporabni od traktorja. Pa so subvencije in teh se ne preizprašuje, edino kmetijske subvencije se omenja na takšen način. Ne. V bistvu bi jih mogel vrniti, če bi hotel protestirati. Ne. Si kaj protestiral? Zdaj zadnjega so odpovedali, prejšnjič pa ne, ker je bilo preveč politično obarvano in sem se vzdržal, ampak mislim, da zdaj, ko se je to malo EU popustila, naši malo popuščajo, mislim, da bo šlo zdaj malo brez skozi. Ja. Kaj pa ti recimo manjka na področju trenutne zakonodaje, trenutnega odnosa mogoče do države? Sploh recimo konkretno v tem smislu, kaj misliš, da je tisto, kar bi mogoče prepričalo kakšnega mladega človeka, da se vendarle odloči iti na kmetijo, ne? Ker tudi ti ne nazadnje si se v nekem trenutku odločil, da mogoče pa ne bo šel v drugo poklicno pot. Ja, mislim, da je pri nas, zdaj za druge države ne bi vedel, je kar prisoten odpor do kmetijstva. Mislim, ne odpor do kmetijstva kakor tacga, ampak je kmetijstvo omenjeno dostikrat v negativni luči, še posebej v odnosu do izpustov, ogljikovega dioksida, metana, vse to. Se mi zdi, da je dostikrat prikazano zelo negativno. In to sigurno vpliva, seveda, če je neka stvar omenjena v negativnem smislu, to sigurno vpliva. Ne? Po drugi strani dobivamo neverjetne zakone strani naše države, tudi EU, ampak so tako strogi, da jaz nisem mogel verjeti, kar sem tu prebral. Rečemo, za moj primer je problematičen ta, ki omejuje uporabo njiv ob rekah. In sicer je to najstrožji zakon na celem svetu. Ti omejuje uporabo 15 metrov, varovalni pas, 15 metrov proč od reke, ne smeš se ga dotakniti. Jaz sem šel brati zakonodajo po evropskih državah. V Nemčiji sem zasedil 5 metrov ob posebnih pogojih. V Italiji ni nič. Na Irskem je nekaj 3 metre. V Franciji, no tam nisem razumel, ne. Pač so dosti bolj mili ukrepi, pri nas pa pride iz enega leta na drugo, lani tega še ni bilo. Mislim predlani, no, to je zdaj že 2 leti. In potem pride ta ukrep, 15 metrov moraš pustiti primeru. Ne? In naprimer zame, ki imam vse njive ob reki, te kar malo udari. Ne? Tako da najprej bi bili takšni ukrepi malo za premisliti, ker dobiš občutek, da te prav odvračajo. Ne? Dobiš kmet, jaz se pogovarjam dosti s kmeti, in dobiš občutek, da te preganjajo. Ne? So hudi ukrepi, rečemo, pri nas gor v vasi poznam, imajo po 2 kravi, ne, v hlevu in pride inšpekcija in jim da kazen za tisti kupc gnoja, ki je od zunaj, tam že 1000 let imajo tam tisti kupc gnoja, ne. Pa tega inšpektorja zmoti, da kazen in predpiše graditev greznice za 15 000 evrov, ne, ker tiste 2 krave ne bojo nikdar prinesle noter, tako da boš, da jih spustiš v naravo, ne. Tu se mi zdi, mogli bi se več vprašati pač kmete, ne. Kaj pa recimo v tem ekološkem smislu? Mislim, da so tukaj ti zadržki, ne? Češ, da ne bo zdaj razna gnojnica ali kaj podobnega se zlivalo v reko. Recimo sam verjetno vidiš
neke posledice, mogoče ne vem, kak rop okoli njive, da seveda je tam malce drugačno rast, je verjetno zaradi tega? Mi imamo monitoringe rek, ne. V Sloveniji je kvaliteta vode, se spremlja, ne. In sem šel gledati malo ta zemljevid in sem bil zelo presenečen, jaz sem pričakoval katastrofalno stanje, ne, glede na ta predpis. Jaz sem pričakoval, da bo tu vse rdeče, ne. Pa vidiš, da sploh ni tako, ne. Vidiš, da v večini regij so vode zelo čiste, vsaj kar se tiče kmetijstva, se pravi fitofarmacevtska sredstva, pa nitrate, ne. So seveda območja Prekmurje, ker je bolj intenzivno kmetijstvo, pa okoli Kranja. Tam so problematične te ravni. Ampak rečemo za našo reko, ne, za reko, ni sploh zaznano. Seveda niso zaznani nitrati in fitofarmacevtska, ker pač ni njiv, ne, ker se sam kosi travo za krave in tako naprej. Ampak ne vem, zakaj takšni drakonski ukrepi za celo državo, za vse regije, ne vem. Ampak vpliva, na nekatere vpliva, ne, morda se ne zdi, ampak 15 metrov, ker ti stojiš na njivi 15 metrov proč od reke, je dost, ne. In potem ti tu zaplete, seveda, če moraš ti kolobart, se moraš meniti še z več ljudmi za zamenjavo njiv in vse. Je zakomplicirano. Pa se ti zdi, da bi mogoče morali biti bolj področni ti zakoni? Vem, da je bil recimo problematično, je bilo tudi, ko se je govorilo lani o tem, o davku na zemljo in so potem nekako ocenili, kot da recimo neka zemlja na Krasu je v bistvu enako ocenjena kot tista zemlja nekje v zelo bogatem Prekmurju. Mene čudi, da tega niso tu upoštevali, jaz ne vem, kako se je to sploh zgodilo, ampak tudi mi smo imeli, jaz se spomnim, so bile informativne cenitve, ko je neka strma z robido poraščena reber ocenjena na 30 000 evrov, ne, kar bi bil zadovoljen, če bi kdo prišel mimo pa dal, ampak ne bom tega doživel, ne. Ne vem, zakaj se je to zgodilo, bi pa bilo seveda, meni se zdijo takšni zakoni na področju, še posebej zdaj za obdavčitev je drugače, ne, ampak če ti greš na intenzivnost kmetijstva, se mi pa zdi smiselno, da imaš malo razdeljene neke regije, ker boš tukaj sprejel neke ukrepe glede na onesnaženost, dejansko, ne pa kar ukrep za celo državo. Pa tudi je tako, ta ukrep za 15 metrov je bil uveden zato, ker se ne bi kmetje držali varovalnega pasa za škropljenje s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ampak z analizo se da ugotoviti, kdo se drži, kdo se ne drži, ne. Ti da vzameš vzorec in boš za majhen denar videl, če se drži tega ukrepa ali ne. Ne vem, zakaj bi zdaj mogli za vse prepovedati, ne. Mi smo zmeraj pazili, da smo šli tu vse mehansko, ne. Tako da se mi zdi nepravično, zdaj da kar nasplošno vse prepoveš, ne. Ampak bomo preživeli tudi to, ne. Jaz se mogoče imajo premalo inšpektorjev, ne vem, so vas že kdaj obiskali? Ja, dostikrat. Meni se ne zdi, da jih imajo premalo. Meni se zdi, da jih je celo preveč. Kaj to pomeni, da pridejo vsako leto? Pridejo tako rečemo, da sem postal prevzemnik, so se vsuli, sem jih imel 6 tisto jesen, ne, jaz sem mislil, to bo za pstiti, ne, to ne bomo mogli, ampak potem se je pa to umirilo, zdaj ne vem, nič ne bom rekel, ne, lahko pridejo jutri, ampak zdaj zaenkrat jih ni bilo že nekaj časa, no. Pa razumejo recimo, ko pridejo na teren, s čim se ukvarjajo, ali torej sledijo direktno črki zakona, se vseeno malo prilagodijo situaciji, ki jo vidijo? Ne, so, seveda odvisno, koga dobiš, ne, naprimer, tisti primer, ki sem ga prej omenil, ki je kar talal kazni, ne, tu se mi zdi malo tako, lahko vsaj daš opozorilo, ne, pred neko izvedbo nekih del ali neki. No, sej je bil tudi primer s tistimi kravami, ne, čeprav tam so bila, mislim, da opozorila že prej, ne. Ali pa dobiš nekoga, ki ti pač pove, kaj moraš narediti. Jaz sem imel bolj takšne izkušnje, jaz sem imel dobre izkušnje. Ti povejo, kaj moraš izvesti, ti to narediš in sporočiš, pridejo pogledati in je vse v redu. Zdaj, ko si že omenil te krave, torej odzem krav, ki je bilo to Brežice, Krško tam nekje, ne? Ja. Videl si verjetno tudi fotografije. Kako se je tebi zdelo takole
na Ja. oko. Meni se je zdelo, da je seveda tisto stojalo za hrano, je bilo seveda v blatu, ne? So pa imeli izhod, prost. Tako da, So bile prostovoljno v blatu. ja. Torej, rokotočec. Moramo vedeti, ne, da živali, mislim, da jih mi malo preveč pripisujemo naše lastnosti. Ne. Mislim, da še posebej rečemo ljudje s kakšnimi hišnimi ljubljenčki, ki ga imaš ti doma. Ne. To ni ista stvar. Ne. Rečemo si tudi divje živali, pa bi mogli tudi prašiče jim prepovedati, ne, da se kopajo po blatu. Ne. Ampak to so živali, to je druga stvar. Ne. Za živinorejce pravijo, da so ljudje, ki ponavadi ne hodijo prav veliko na dopust. Kako je z vami poljedelci? Imaš tudi za to čas? Ja, to se najde. Seveda moraš, vse tudi v službi, pač se moraš zmeniti, ne. Tukaj si tudi moraš prilagoditi, si moraš najti čas. Je pa sigurno, ja, živinorejo je pa sigurno težje, ne, ker tam ti stvari bežijo, zelje raste pri miru, tako da to je ena velika prednost. Se da zmeraj najti čas, to ni problem. Za letos napovedujejo precej sušno poletje. Ste se zmenili za namakanje? Ne, nismo se, ampak tudi lani so napovedovali sušo, ne. Tako da jaz teh napovedi pol niti več ne spremljam, ker pride, ne. Torej, dobesedno nisi odvisen od vremena. Ja, si odvisen, kakor se sekiraš, ne. Sej tudi jaz sem lani, rečemo, ko so bile tiste nevihte, še pred tistimi poplavami. Pač si na internetu in spremljaš tisti radar, ne. Si gor 100-krat na dan, ampak pač čakaš, da gre mimo, ne. Je malo stresno, sam, ne vem, no, bom tiho. Torej, zdaj po 7 letih intenzivnega kmetovanja se ti zdi, da boš ostal, ti je udobno v tem? Ja, jaz osebno ne vidim druge, ker kadar delaš eno stvar, ne, pri kmetijstvu je tako, to ni služba, ne, ti si tukaj od nabave semena do prodaje, do izdaje računa, do subvencij, ti si v celem tem procesu, ne. Nisi odtujen, to je sigurno, nisi odtujen od dela. In težko je pustiti, no. Jaz sem že razmišljal, kada pride kakšno slabo leto, vse to, ampak sem prišel do tega, da ne moreš ti pustiti. Še posebej, tu so bile generacije, ne, zadaj. Tu je teža generacija, ne. Ne moreš ti kar pustiti, ne. Mislim, vem, da se lahko bi pustil, ampak hkrati ne moreš, no. Koliko generacij zdaj govoriva na vašem primeru? To je, kmetija je stara, bog ved koliko. Mislim, da na tem našem območju okoli leta 1400 se je oblikovala vas. Zdaj za moje pa pač, jaz vem, za par generacij nazaj, ne. Hiša, mislim, da zadnja letnica je 1780 bila zgrajena, ampak saj pravim, tu ne moreš vedeti, za koliko nazaj. Ampak tudi, kadar nisam tu za tvoje prednike, ne, tu si pač vidiš v okolju, ker vsi živijo tako, ne, in je tudi čisto drugačen občutek, ko se pogovarjaš s temi ljudmi. Jaz imam feeling, kakor da si ene par desetletij nazaj, ne, kada priješ tako v takšne vasi malo bolj odročne, ker mi nismo lih zraven mest. Je drugačno razmišljanje, ne, je malo bolj starinski način, kar se mi zelo dopade, no, tako da tudi tu, jaz ne vidim druge, no. Torej, samo še zadnje vprašanje. Se zemlja, če ste toliko časa že na istem mestu, utrudi? Ja, s kolobarjenjem se da to zelo lepo rešiti, ne. Treba je uporabljati pač kulture, ki ji pomagajo, jo izboljšujejo, za zeleno gnojenje, rečemo. Seveda, jaz vem, da uporaba, rečemo, umetnih gnojil na dolgi rok, zelo intenzivna, to sigurno ni dobro, ne? Ker so snovi, ki ostajajo v zemlji, soli, ki vplivajo seveda na kvaliteto, ampak če jo ti uporabiš enkrat na 6 let, se mi zdi, da je ta doba, da se bo ta zemlja utrudila, okoli leta 3000 bo to. Tako da do takrat, no. Do takrat bo že polži izumrli, ja? Ja. Imaš sicer problem s polži?
Neki se pojavljajo, ja, ampak jih nekako kar kontroliramo. To je mogoče stranski posel še za kakšne restauracije. Ja, mislim, da teh rdečih ne bi noben jel. Je v redu, Blaž, lepa hvala, da si nam predstavil trenutno situacijo. Se pravi, zaenkrat zgleda, da novih protestov ni na obzorju? Kakor jaz vem, ne, ampak če se da zmeniti z vlado, tudi ne vem, zakaj bi bili. Ne. No, upam, da ne bojo potrebni. Hvala, da si nas danes obiskal v studiu. Hvala. Tako, dragi gledalci, danes smo spregovorili malce o kmetovanju. Ne pozabite, še vedno je najboljša hrana ponavadi lokalna, tista, ki je najbližje na njivi zraven vas, bo imela tudi najboljše hranilne vrednosti, pa še manj ogljičnega odtisa. Pazite torej, kaj jeste in se vidimo kmalu na Megafon TV.